Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje. V tokratni tedenski izdaji spet je tu sreda, 1. junijska danes in seveda smo že v prvem poletnem mesecu, kar pomeni, da naj bodo dnevi sproščeni. Vreme nam bo tudi služilo, no pa tudi kakšna dežna kaplja, vsekakor ne bo odveč. Skratka, mesec junij, tudi zadnji mesec sezone tedenske izdaje pred poletjem, pa vas torej še v teh 3-4 tednih povabimo na ogromno dogodkov, ki se bodo zgodili ne samo v tem mesecu, ampak tudi skozi poletje. Katja Kolenc iz Muzeja novejše zgodovine Celje je v naši družbi. Katja, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Katja, spet je mesec naokoli, bi lahko rekli, in v mesecu maju si nas povabila na kar nekaj dogodkov. Ste vse izpeljali? Smo bili pridni. Res je, vse smo izpeljali, kar nekaj dogodkov, kot si omenila, smo pripravili. Mogoče, če omenim samo nekaj od njih, 18. maja na Mednarodni muzejski dan smo odprli skupaj z mestnim marketingom Celje tretji odpor v mestu, tokrat v bivši trgovini Borovo na glavnem trgu. V njej so predstavljeni otroški vozički iz naše zbirke Otroško življenje, seveda je pa tudi izložba popestrena z izborom starih igrač. Ideja za tem projektom je, da praznim izložbam v mestnem središču dodamo vsebino in na ta način skušamo oživiti mestno jedro, po drugi strani pa tudi muzej vključimo v okolje z njenimi prebivalci in skupnostmi in naše muzejsko gradivo predstavimo širši publiki, kot pa drugače, ki bi bilo mogoče skrito v naših depojih. Tako, vsak morda ne najde pač tiste poti, a ne direktno, pa tudi se mi zdi, da če se takole priključite raznim dogodkom, ki dosežejo širši krog ljudi, ste naredili več kot odlično nalogo, ne? Res je, in mislim, da vsi, vključno z nami, vemo, se zavedamo problematike, da je čedalje več praznih izložb po mestnem središču in če jih lahko le mi tudi pomagamo dopolniti in dodamo neko vsebino, smo tudi pripravljeni z veseljem to naredimo. Absolutno, mestni marketing mestne občine Celje pa tako ali tako skrbi, ne, zato da zaživi staro mestno jedro. Lepo, sodelovanje je torej tistega ključnega pomena, ne, kot večkrat poudarjamo, in tudi vi, ko ste ravno v starem mestnem jedru, ne, ste idealen partner, ne, nekako imate tudi skozi vedno ta utrip mestnega jedra na očeh. Res je, inštitucija nikoli ne sme samevati oziroma se držati zgolj za sebe ali biti osredotočena zgolj na določeno ciljno publiko. Z sodelovanjem z različnimi inštitucijami, seveda s pokroviteljem mestne občine Celje in pa zavodom Celje odlično sodelujemo in bomo to tudi nadaljevali. Tako, lepo, super, vse seveda za to, da bomo mi zadovoljni, da bomo mi lahko dejansko spoznali vso vašo ponudbo, ki je bogata, Katja, tudi v mesecu juniju. Ste kaj počitniški ali še ne? Še ne, nismo še počitniški, kljub vremenu še imamo kar precej dela v teh poletnih mesecih. Že kar jutri bi vse gledalce povabila, da se nam ob 11. uri pridružijo na Trgu celjskih knezov. In sicer bomo imeli manjšo slovesnost ob 25. obletnici osamosvojitve Slovenije. Imeli smo srečo, da osamosvojitvena vojna na Celjskem ni imela smrtnih žrtev, zato smo tudi simbolično to razstavo poimenovali Oaza miru Celje 1991. Ta prireditev bo ob 11. uri, kot sem omenila, in jo bo tudi popestril kvintet trobil Slovenske vojske, tako da res vabljeni vsi jutri ob 11. uri pred Narodni dom. Pa mogoče še ena zanimivost, ki jo verjetno marsikatera Celjanka ali Celjan ne pozna, priznam tudi jaz nisem vedela, tista lipa, ki je raste pred Narodnim domom, je bila prav posajena 26. junija 1991 kot simbol osamosvojitve Slovenije. Tako da mogoče res ena zanimivost, ki je verjetno res vsak ne ve in en bombonček mogoče v mestu Celje tudi v tej obletnici. Absolutno, in poklon naši zgodovini, ne? Tako, če nadaljujem, prav v soboto, 4. julija, nekaj za otroke, lahko se nam pridružijo pod muzejskim balkonom med 9. in 12. uro na predpočitniški bolšji sejem. Sabo prinesajo igrače, s katerimi se več ne igrajo, ali pa kakšen izdelek, ki so ga sami izdelali in se tako med seboj izmenjajo in mogoče pridobijo nekaj novega. Zanimivo. Herman Lisjak se bo dvakrat sprehajal po mestnem središču v mesecu juniju, seveda mora tudi malce izven naših zidov, in sicer dvakrat v soboto.
Prvič 11. junija na prireditvi Dobimo se v mesto ob 11. uri. Imel bo svoj kotiček, tudi prinesel bo sabo materijale, ker smo bodo otroci lahko pridružili na delavnici ali pa se zgolj z njim mogoče fotografirali ali igrali. Je atrakcija, ne? Je res, prepoznavn je naš Herman Lisjak. In tako je tudi drugo soboto, 18. junija, tokrat bo samo lokacijo spremenil na glavnem trgu, v mestni igralnici, ponovno delavnica in igranje, tako da vabljeni vsi otroci ob sobotah, da se nam pridružijo oziroma malce poringarajo s Hermanom Lisjakom. Tako, poletno vreme bo, a ne, tudi počitnice se bodo bližale, v šoli ni več toliko obveznosti in zato otroci na plano, ne, starši pa tudi, se mi zdi, se kar malo oddahnemo potem, ko pride ta zadnji šolski mesec. Res je. Ko smo odprli občasno razstavo Herman Lisjak Vodi po vodi, smo se tudi zavedali, da moramo prirediti tematske večere na vodo. In prvega takšnega bomo priredili 17. junija, to je v petek, ko se bomo pogovarjali z evropskim poslancem dr. Igorjem Šoltesom in predstavnikom civilne iniciative za Slovenijo svobodo Branetom Golubijučem. Z njim se bo pogovarjala Irena Mraz iz društva Planet Zemlja in sicer o zelo aktualni temi o vodi in o tem, kako dostopna bo še vsem nam. Tako da mogoče malce odmik ponovno vsebinski od naših stalnih zgodovinskih tem k nekaj aktualnejšim tematikami, tako da res vabljeni vsi mogoče, da se nam pridružijo, kot sem imela 17. junija ob 18. uri. Bodo pa te teme absolutno tudi zgodovinske, ne, glede na to, da pravijo, da nam bo vode zmanjkalo, da voda ne bo več takšen luksus, kot ga imamo danes, ne, samo po sebi umeven. In verjetno bodo ravno takšni pogovori, če bomo obdržali to pravico do vode, zgodovinski, ne, konec koncev bodo pripeljali. Ja, res je, kako trenutno trend in geopolitično stanje nakazuje, se nagibamo k temu, da mogoče pa voda čez čas res ne bo dostopna vsem, že veliko prebivalcev sedaj ni. In mogoče, ja, nažalost, se nagibamo k temu, da bo pa mogoče res zgodovinska tema. Tako, no in če že otroke oziroma najmlajše učimo o pomenu varčevanja z vodo, lahko naredimo največ, ne? Tako. Super, junij bo torej pester in poleten. Ja, pripravljate tudi poletno muzejsko noč, ne? Tudi stalnica. Ja, lahko ji rečemo noč, čeprav bolje rečeno kar cel dan, kajti 18. junija smo odprti od 9. zjutraj do polnoči. To je za vse slovenski projekt, v katerega so vključene vse galerije in muzeji in seveda tudi Muzej novejše zgodovine Celje ne izostaja k temu. In zato smo priredili pester program, seveda nas lahko čez celoten dan obiščajo, seveda tudi v dopoldanskem času, ampak dogodki so strnjeni predvsem v popoldanskem oziroma večernem času. Začnemo ob 18. uri z vodstvom po Starem Piskru, z vodstvom po občasni razstavi Herman Lisjak Vodi po vodi, temu sledi otroška delavnica, tako da imamo tako za starejšo publiko kot nekaj za otroke. Ob 19. uri vodstvo v fotoateljeju in galeriji Pelikan, potem ob 8. uri, kot sem že omenila, vodstvo po razstavi Oaza miru, tokrat ne v našem muzeju, ampak pred Narodnim domom. Osrednji dogodek te noči, poletne muzejske noči, pa bo ob 21. uri in sicer, ko bomo odprli prenovljen del na stalni postavitvi Živeti v Celju. V prvem nadstropju te razstave imamo Obrtniško ulico, imamo Delavsko Celje, glavni trg in sedaj smo k temu še vedno postavljamo, pripravili eno ambientalno postavitev in vključili tudi sloje meščanstva. Tako da bo ta tematika poletne muzejske noči posebej izpostavila meščanstvo, tudi celotno vzdušje v našem muzeju v tistem dnevu bo posvečeno temu. Tako da vabljeni, da se nam mogoče pa če čez cel dan ne uspejo nas obiskati, pa ob 9. uri pridružijo. Seveda pa tudi ob 10. uri bomo imeli vodstvo in sicer po občasni razstavi Afrika 1231, Fojtovi zapisi na steklu. Celotno večerno dogajanje pa bo glasbeno obarvala seveda vokalna skupina Gimnazije Celje Center. Pester dogodek, mogoče z nekaj presenečenji, tako da vse ne bom povedala, vabljeni vsi, da se nam seveda na poletno muzejsko noč 18. junija pridružite med 9. in polnočjo. Super. Ogromno prireditev si povedala, Katja, nas povabila na njih. Sem mislila, da zdaj, ko se bliža poletje, da
vsi skupaj zmanjšujejo prireditve, ampak se mi zdi, iz leta v leto je proti koncu čedalje več prireditev. Sicer se midve v tem mesecu vidiva še enkrat, tam nekje v predzadnjem tednu, v predzadnji sredi meseca junija, ko nas boš povabila na poletno dogajanje oziroma v juliju in avgustu. Morda samo kakšen namig za naše poslušalke, poslušalce. Tudi takrat vas bodo lahko srečali, ne morda direktno samo v Celju, ampak tudi zunaj Celja. Seveda, večinoma naših dogodkov pripravljamo za celjsko občinstvo, hkrati pa se zelo radi odzovemo kakšnemu povabilu drugih inštitucij iz okolice Celja. Med drugim recimo turistično društvo Dobrna nas je povabilo na poletno nedeljo v parku 24. julija. Že lani smo sodelovali na tej prireditvi in postavimo potujoči stekleni Pelikanov atelje z vsemi scenami, z dodatki, z našim animiranim fotografom in 2 muzejskima gospodičnama, primernima, oblečenima za tisto obdobje, in ponujamo na ta način kulturno dediščino malce drugače. Seveda se lahko fotografirajo, nas povprašajo v tem steklenem ateljeju ali v našem Josipu Pelikanu in z veseljem popestrimo kakšne dogodke tudi izven Celja. Super, lepo, se pravi, gostujete tudi po drugih občinah celjskega območja, tako da vas vsekakor ne moremo zgrešiti, ogromno prireditev seveda imate. Katja, vedno poveva na koncu tudi, kje vas lahko še najdejo, kje lahko spremljajo vse dogodke, ki jih pripravljate, torej v mesecu juniju jih je spet ogromno. Ja, trudimo se, da res pripravljamo vse dogodke. Največ informacij bodo seveda zvedeli na naši spletni strani ali pa našem Facebook profilu. Imamo tudi Twitter profil, ki pa je malce omejen besedilno, tako da seveda največ informacij na spletni strani. Lahko nas pa pokličajo, z veseljem bomo odgovorili na kakršnokoli vprašanje. Tako, super. Katja, hvala lepa. Lep pozdrav v Muzej novejše zgodovine Celje, vsem sodelavkam, sodelavcem, ki se torej trudite tako, da že od naših najmlajših nog pa gor prinesete novejšo zgodovino v srca in da dejansko krojite to življenje tako v mestu, kot tudi izven njega. Kot rečeno, čez 3 tedne spet povabljena na naš studio, velja? Seveda velja. Pridi. Hvala. Lepo se me živa. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa seveda nadaljujemo s tokratno tedensko izdajo. Kaj vse še sledi, boste videli, ostanite z nami. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, zdaj pa se bomo lahko poklicali po telefonu z odličnim signalom. No, več o sami temi pa Jernej Kenda, direktor podjetja Novatel. Jernej, pozdravljeni. Pozdravljeni. Novatel, novo ime podjetja, ki deluje že od leta 2008. Jernej, namreč si že kar stari znanec naše televizije. Tako je. Ja, podjetje Novatel je bilo ustanovljeno nekje leta 2008, septembra, in začeli smo se ukvarjati z telefonijo in potem smo skladno z imenom poskušali pripeljati novosti do naših strank. Tako, gre za informacijske tehnologije, podjetje informacijskih tehnologij, mobilna telefonija, torej to je novost. In Jernej, razloži nam malo mobilna telefonija. Poznamo mobilne ponudnike, se pravi, vi ste eden izmed njih, novi mobilni ponudnik v Sloveniji. Tako je. Ko smo začeli z telefonijo, smo prvo bili samo na fiksni telefoniji. Torej, ukvarjali smo se večinoma z poslovnimi strankami in tudi z rezidenčnimi preko takrat še Elektro-Turnšek. Sedaj imamo druge kabelske operaterje po Sloveniji, kjer tudi ponujemo storitev rezidentom. Potem smo svojo ponudbo iz fiksne telefonije spremenili tudi na internet, da lahko ponudimo tudi internet. Potem smo še razne stvari za gasilce naredili. V lanskem letu smo se pa odločili, da bi vstopili tudi na trg mobilne telefonije, kjer smo skupaj z partnerjem podpisali pogodbo z Telekomom Slovenije in gostujemo na najboljšem operaterju v Republiki Sloveniji, ker verjamemo, da kvaliteta vtehta tudi ceno. Tako, absolutno. Se pravi, odlična pokritost vaše telefonije. Tako je, pokritost signala je po celi Sloveniji, tudi tujini. Mi smo vse teste naredili že v marcu in aprilu. Tehnologija je ista, kot ima Telekom Slovenije, samo da je spremenjeno ime, da namesto Mobitel piše Novatel. In mi smo preizkusili tudi vse te zadeve v tujini. Dela vse odlično, imamo prvih
50 strank, z njimi že delujemo, ker smo tudi testno dali in dela odlično. Smo zelo zadovoljni. Je treba povedati, Jernej, da imate dejansko dolgoletne izkušnje na tem področju, da niste podjetje, ki bi morda zdaj kar naenkrat prišlo v ta naš mobilni prostor. Kako recimo pa imate sestavljene pakete? Vsak ponudnik mobilne telefonije pripravlja razne pakete, seveda za svoje stranke. Tudi vi ste mogoče šli v to smer? Tudi mi imamo te mobilne pakete. Mobilni paketi so razdeljeni seveda od najmanjše cene do najvišje cene in tudi z podatki. Podarek smo prav dali, da smo segmentirali, torej za mlade bomo imeli eno ponudbo, je že na naši web strani, vabim vse gledalce, da pridete pogledati to web stran. Potem imamo za penzioniste prav tako pripravljene ekstra ugodne pakete in potem tudi za poslovne stranke, ker pač poskušamo več narediti na minutaži, več na podatkovnem prometu. Prilagodili ste torej, ne, vsem segmentom? Ja, mi smo te ponudbe prilagodili, ker bomo rekli, problem je v današnjem času, ker pogledamo ponudbe, da je vse neskončno, pa vemo, da neskončno ni. Mi pa se poskušamo tega obraniti, tisto, kar piše, to drži, to dobite v tem smislu. To je izjemno pomembno, ker večkrat zavajajo, večkrat je tisti droben tisk, ki nam potem dela sila. Ja, ljudje ne beremo načeloma drobnega tiska, pa piše, da moraš biti povprečni uporabnik. Ne vem, razni stavki so. Mi tega ne skrivamo. Tu, kot piše menu, toliko jih lahko dobi vsaka oseba in vsak se mora najti. Seveda se zavedamo, da prihod na takšen trg je zelo težak. Zato bomo tu vložili določena sredstva, iskali bomo določene skupine ljudi, ki so pač pripravljene za kvaliteto tudi plačati primerno ceno, ki bo v obeh smerih ustrezala. Pomembno je tudi, če jaz želim res neke ekstra ponudbo, morda prilagojeno mojim potrebam, se da narediti kakšno individualno ponudbo? Seveda, mi igramo tudi, da bomo dali individualno ponudbo. Mi bomo v naslednjem mesecu, mislim, že v tem mesecu se bomo preselili v poslovno stavbo Etra, ker bomo imeli tudi svojo trgovinco. In v tej trgovinci bomo imeli svetovalce, ki bojo svetovali našim možnim naročnikom, zakaj, kjer paket vzeti v tej smeri, kako je pol naprej. V tem smislu želimo pa skozi pogovor prikazati stranke, da se bo lažje odločila. Odprte karte imate, ne? Ja, želimo imeti odprte karte, ker na tem trgu je ogromno velikih igralcev in vsak se mora odločiti, ali plačuje preveč ali izkoristi dejansko tisto, kar plačuje. Nekdo piše tudi, da ima 1000 minut, 2000 neskončno minut, kaj ti to koristi? Jih ne pokoristiš, plačaš pa ne. Zakaj? Ker če bi bilo tako, bi na tem trgu tudi že kdaj prej prišli s tako ponudbo, ali pa če pogledamo druga podjetja, ne vem, elektro, vodovod, pač po porabi, zdaj plačamo tu kot porabimo, jaz še nisem našel ponudbe za bencin, za elektriko, po vodo. Tako da tudi tu računamo, da se bo trg mal uredil, ker da ne bo preveč ohlapno. Ohlapno, vse neskončno, neomejeno, same take izrazi, odzadaj so pa neki pravniški izrazi, ki jih mi ne razumemo. To so bolj marketinške posegi, se mi zdi, ki tako marsikoga zmedejo. Seveda ljudje pa smo taki, nimamo časa in vzamemo tisto, kar nam pade v oči, ampak ni prav, treba se iti. Neomejeno, neskončno. Tako da mi prisegamo na plačujemo po porabi, ni pa problem se prilagoditi stranki in njihovim potrebam. Se pravi, poleg paketov tudi individualne ponudbe, kar pomeni, da je najbolje res priti k vam in se pozanimati. Tako je, mi bomo že verjamem v prvi polovici, verjamem v drugem tednu se preselili na lokacijo Etra, to je v Bukovžlaku, to je modra stavba ob avtocesti, v vhodu na avtocesto in vse stranke vljudno vabim, da se oglasijo pri nas. Tam imamo tudi kavico, vsi povabljeni. Lokacija tudi primerna, dostopna. Primerna lokacija, pri kateri se lahko avto vse, nobene gužve. Mislim, da je primerna lokacija, pa tudi naši svetovalci bojo znali svetovati, kako se odločiti za ali pa kdaj kasneje. Vemo, da moramo prvo informirati stranke, da se stranka sama kasneje lahko odloči. To je izjemno pomembno. In tudi želimo stranke ne vezati. Vsi imajo neke pogodbe, kjer se stranke vežejo. Glejte, pojte aparat drugam kupiti, pa boste videli, da če nekdo si izračuna, kaj vse plača s tem. Vsak se ne sam matematiko naredi, mora si vsak narediti matematiko. Je pa prav, da imate strokovnjake, ki dejansko nam odprejo oči, marsikdaj nam je treba potrošnikom samo odpreti oči. Tako je, ker pač podležemo hitrim tem reklamam, ker
več, te besede, če boste gledali, so vse posebno pisane, take besede. V superlativih, vse v superlativih, vse je takim, pač stvar deluje. Ni pa tako. Ampak se je treba odločiti. Tako. Super. Jernej, sicer bomo s televizijo še prišli tudi v vaše prostore, malo vas spremljali, kako in kaj, konec koncev, Novatel Mobi je tista nova storitev, ki jo ponujate in prav je, da trg raste, da trg živi, da nimamo kakšnih monopolov, recimo, ker potem se hitro cene dvignejo in takšne tudi ostanejo, prav je tista zdrava konkurenca in tudi vi boste verjetno tako delovali na trgu. Definitivno bomo delovali tako, sej mi se bomo poskušali strankam približati, stranka pa ne pogleda vse račune, kdaj sem kjerim nazaj dvignali cene. Recimo, eden izmed operaterjev dvignil iz neke 2,4 na 3,7 centa. Pač mora vsak pogledati svoj račun, to je na fiksnem delu. Kaj se na mobilnem dogaja, mora vsak sam preveriti. In tu predlago spremljati. Zdaj pa mi kot manjši operater smo prilagodljivi, skočili bomo zelo hitro za vsako ponudbo in pripravljeni smo pač ob normalnih delovnem času, da pridemo tudi do stranke, če kdo ne more, ker ni edina storitev, kot smo rekli, ta mobilna, je tudi satelitski internet, recimo, podpisali smo pogodbo z nogometnim klubom Maribor, da jim prenašamo neke tekme, ki so izven Slovenije. Več takih stvari delamo, ki jih drugi noče, zato tu verjamemo v tem Novatel Mobil, bomo tudi mi lahko se prilagodili strankam, tudi podatkovni promet je tu pomemben, spremljanje nekih vozil, vse to mi lahko damo stranki kartico. Kartica je tudi napisana z našim logotipom Novatel. Vsekakor vljudno vabljeni k nam, pa bomo najdli eno skupno pot, takšno pošteno bova rekla. Omenil si spletno stran www.novatel.si. Na tej strani so vse naše storitve upisane, med njimi je tudi potem storitev Novatel Mobil. In tam je tudi ponudba napisana, recimo ena ponudba je, da že imamo najnižji paket za 4,9 evra za en mesec. Stranka si mora pogledati, če v teh okvirih. Imamo pa eno prednost, da smo potem tudi dali nizko ceno, če pa kdo porabi teh 4,9, smo dali tudi izredno nizko ceno proti drugim operaterjem naslednjo minuto. Mi ni problem, tudi stranka dobi opozorilo, da je v bližini, ko nas pokliče. V glavnem smo se pripravljeni pogovoriti, da stranka jih ni strah, zato pa jemljajo vsi neskončno, ali pa neomejeno. Tako ne potrebujemo toliko, dejansko. Plačujemo pa tiste stvari, ki jih dejansko potrebujemo. Imamo primere, ko smo primerjavo naredili z nekom, da je porabo za 1,2 evra, plačuje pa 14. O čem se zamenimo? Kaj smo zdaj naredili? Nič, oziroma škodo naši denarnici. Je dobro, Jernej, Novatel, torej informacijske tehnologije, Novatel Mobil, zdaj nova ponudba, vaša, novatel.si pa torej vse informacije, ki jih dobijo naše gledalke, gledalci. Naj vas obiščejo tudi v etri, zdaj tam nekje v drugi polovici junija si rekel, da boste... Tako, mi bomo to objavili še naknadno, načeloma se selimo že drugi teden, da se moramo namestiti. Uskladiti in tako. In potem vljudno vabljeni vsi tudi vaša televizija. Tako, absolutno, tudi preko naših videostrani bodo lahko spremljali vse, kaj se dogaja. Tako da hvala lepa, Jernej, do nadaljnega, lep pozdrav in absolutno se kličemo preko Novatel Mobila. Hvala. Srečno. Srečno. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, kaj pa se dogaja z banko v Novi vasi, pa izveste tudi v nadaljevanju. V tokratni vikend bum ponudbi. Piščanec za grille €1,98 za kilogram in polnomasno mleko Mega neverjetnih 49 centov. Tuš, vaš slovenski trgovec. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo, kako pravilno lepiti keramiko. Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Predstavljamo vam novost v mestu.
Toyota Yaris Trend. Omejena serija. Izvirska voda iz zaščitenega gozdnega izvira Lourdes. Oda. Le voda. Ne zamudite izredne priložnosti. Do 70% znižanje pohištva zaradi ukinitve programa v Tripexovi prodajalni Drolc. Pri prodaji eksponatov gospodinjskih aparatov vam priznajo dodatne popuste. Možnost nakupa na več obrokov do 36 mesecev. Kupljeno blago vam dostavijo na dom in odpeljajo dotrajane aparate. Dokazano. Številka 1 v kakovosti in ceni. Novi Tucson že od 19.990 €. Hyundai. Spremljajte program televizije Celje na kanalih 673 Siol TV, 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Tako, kot sem že napovedala, bomo zdaj malo več izvedeli, kaj se dogaja z zaprtjem banke v Novi Vasi. Max Klemen, predsednik civilne iniciative za ohranitev banke v Novi Vasi, je v naši družbi, poslovalnice banke. Pozdravljeni, gospod Max. Hvala lepa, pozdravljen. Ja, kar trd boj bijete zdaj v zadnjih dneh, slišimo vse povsod. Zakaj torej gre? Ja, že prej so bile neke govorice, da se bo banka zaprla, ta poslovalnica, ne banka, ampak poslovalnica banke v Novi Vasi. Gre za poslovalnica A-banke, ne? To je poslovalnica A-banke, to je prej bila, še zdaj je napisana, da vrati banka Celje, ampak potem je to prevzela A-banka iz Ljubljane in se potem tudi nosi tako kot ena banka iz Ljubljane, da smo mi tu provinca. Se mi zdi, takoj ko smo uradno zvedeli, to je bilo 17. maja, smo formirali inicijativo, civilno inicijativo za ohranitev, ker so se ljudje na nas obračali, kaj bo zdaj. In z 20. majem smo začeli zbirati podpise, do včeraj smo jih nabrali čez 1600, to ni končna številka, ker bomo še danes dobili podpise z Ostrožnega in pa iz Dečevega naselja, ki včeraj niso še bili dostavljeni, tako da bo tam, računamo, cifra okrog 1700. Če računamo, da je število prebivalcev Nove Vasi, Dečevega naselja, Lave, ki tudi na nek način gravitira sem, in Ostrožnega čez 15 000, je to več kot 10%. In vsi ljudje, ki so dali podpis, se globoko ne strinjajo z zaprtjem te poslovalnice in ne razumejo te poslovne odločitve, da za tako veliko populacijo, kot je to od 15 000, da, ker je to edina banka. Zdaj morate tudi to vedeti, da je v mestu 5 poslovalnic A-banke. Potem zapira se poslovalnica na Mercatorju na Hudinji. Ostane samo še poslovalnica v Intersparu na Mariborski 100. Ampak to je daleč stran od vas, ne? Seveda, in pa v Tušu na Mariborski 128. To pomeni, da ste ti dve relaciji čist blizu. Tam je pa celi severni del Celja, ki je brez bančne poslovalnice, tudi na Lavi ni več bančne poslovalnice. Problem je to, ker je bila ta poslovalnica izjemno obiskana. Ne gre zdaj za to, da recimo ne bi bilo ljudi v tej poslovalnici. Poslovalnica je bila obiskana, dobro je delala, zato verjetno ne razumete, zakaj zaprtje. Seveda, mi smo, ko so se začeli širiti glasovi o zaprtju, pa češ, da je premalo prometa, v naši poslovalnici se je dalo vse narediti, razen kreditov se ni dalo. Ampak te tekoče zadeve pa brez težav, ne? Tekoče zadeve, odprtje računov, poslovanje s karticami, vlaganje, jemanje in tako dalje, dvigovanje, to se je vse dalo. In mi smo spremljali zadnji mesec bolj, to so vsakodnevno bile vrste tam.
trikrat sem eno dopoldne šel tja, trikrat je bila vrsta. Tako, da je bila obljudena zelo. Ni tako, da bi samevala. Zdaj ste zbrali torej podpise, recimo, da jih boste zbrali 1700, 1800, lahko tudi kakšnega več. Kaj zdaj to pomeni? Boste te podpise predali kam? V Ljubljano, na A-banko? Zdaj ravno po tej oddaji imam sestanek s civilno iniciativo. Mi smo potem pač na nek način planirali, če ne bomo mogli obdržati te banke tu, da ne bo imela posluha, bomo pač zaprosili druge banke, da pridejo k nam, da nadomesti to in bomo pač svoje vloge, račune prenesli na tisto banko, ki bo v Novi Vasi z nami poslovala. Ja, in vse ljudje so ogorčeni. Mislim ljudi, da boli ta pišmeuhovski odnos. Na mestno četrt ni prišla nobena uradna zadeva, bili smo obveščeni tako kot za kakršno neko trgovsko reklamo in tako dalje. Kolikor smo zvedeli v poslovanci, pa še tam so najbrž uslužbenke imele prepoved dajanja izjava. To je logično. Ljudje bankam kar damo veliko našega denarja, zaupamo jim, da upravljajo z našim denarjem. Verjetno vas ta odnos tako potem boli. Seveda. Poglejte, ta banka je bila dokapitalizirana. To pomeni, da smo njen obstoj morali mi zagotoviti. In potem se do nas tako pišmeuhovsko obnaša in to krajani skratka ne razumejo. In banka na nek način, njena filozofija je taka, da ona se seli in vlagatelji, komitenti pa naj gremo za njo. In zdaj smo rekli ne, to pa ne. Tako. Dovolj je drugih ponudnikov. In še A-banka si je zdaj zelo veliko črno piko prislužila, zaradi tega, ker je A-banka zaprla poslovalnico. Banka Celje je to odprla, je ves čas znala vzdrževati to, medtem ko A-banka zaradi nekih ozkih kapitalskih interesov, češ da je premalo dobička. To mi ne razumemo, koliko je to premalo dobička. Govori se, tako so ljudski glasovi, Vox Populi, da sta samo 2 šalterja bila. Morali biti 3. Jaz se spomnim, ko je bilo v Novi Vasi v te banke, so bili 4 šalterji, eden zraven drugega, pa so bili 3, zdaj so zmanjšali. In zdaj, ko je toliko, zdaj pa te kriterije, koliko mora biti kaj prometa, to si oni sami uravnavajo, kakor se mi zdi, kakor jim paše. Kdaj pričakujete morda odgovore? Glejte, mi imamo danes s poslanko Janja Slugo sestanek z vodstvom v Ljubljani, z predsednikom uprave, magistrom Jožetom Leničem, bomo videli, kaj bomo naredili. Predstavljamo bomo vse zadeve, naš pogled, mnenje občanov, razpoloženje občanov, zaupanje v A-banko je na nizki točki. Zdaj pa vemo, kaj je, če banka ne uživa zaupanja. Kaj je potem s to? Poglejte, to je tako, kakor je, recimo, v Celju imamo Vodnikovo ulico. Je zelo kratka, odstane, to je pa tam do gledališča, ampak tam imamo en mrtev kapital, monumentalna zgradba, ki je gradil Plečnik, bivša poslanca banke Celje, sameva, sama, ni več. Včasih je bila pa to cilj vrveža, mislim, se je dogajalo. Tam je bilo polno šalterjev, vsega je bilo. Potem, zdaj tam vmes je samo še ostala 3. osnovna šola, ekonomska šola, enako je šla. Je tudi prišlo do podobnega združevanja med trgovsko in ekonomsko šolo in je potem ena takoj izginila. Gospod Maks, mi bomo spremljali seveda situacijo, mi želimo, da usliši Ljubljana, pač pravijo želje manjših okrajev, ki se mi zdi so včasih še bolj hvaležni, da imajo nekaj v svojih vrstah, kot pa večji koncerni. Zdaj si morate misliti, da je ta banka, v njej so bili starejši ljudje, ki so, oni so ravno v tem najboljšem življenjskem obdobju
so gradili to. Ta stavba banke je bila zgrajena od leta 76 do leta 80. Tam notri je bila zgrajena z prispevki občanov. Takrat smo iz plače plačevali davek za stanovanjsko izgradnjo. Marsikaj je bilo storjenega na udarniški način. Zdaj se vse to jim jemlje. To je njihova skratka bolečina. Tako, absolutno. Dobro, upamo seveda, da ne bo prišlo do tega. Hvala lepa. Bomo še torej spremljali, vas še pokličemo, kako in kaj. Lepo, da se trudite za ljudi. Jaz si želim, da krajane obvestite, pa obveščate o teh zadevah, naj Ljubljana sliši, da ni samo center, da je treba na periferijo tudi malo gledati in tako dalje. Hvala lepa, da ste me povabili na oddajo. Gospod Maks, z veseljem. Srečno. Hvala lepa, srečno. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa pa torej tudi vi, da ste bili naša družba v tedenski izdaji. Čisto za konec pa še rubrika Upravne enote Celje. Nasvidenje do prihodnje srede. Pri hiši bi radi postavili bazen. Kdaj in v kakšnih primerih potrebujemo gradbeno dovoljenje oziroma druga soglasja? Po uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje spada bazen s prostornino do vključno 60 kubičnih metrov med enostavne objekte, ki jih lahko gradite brez gradbenega dovoljenja. Enostavni objekti se ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom, ki ureja vaše območje, zato priporočam, da na pristojni občini najprej preverite, če prostorski akt, ki velja za področje predvidene gradnje, dopušča gradnjo tovrstnih objektov. Za gradnjo enostavnih objektov morate pridobiti tudi soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se bo gradnja izvajala v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture ali na varovanem območju. Če pa nameravate graditi bazen z večjo prostornino, torej z večjo kubaturo kot 60 kubičnih metrov, pa zato potrebujete klasično gradbeno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ali je potrebno za postavitev zimskega vrta kakšno dovoljenje ali soglasje? Po uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je lahko zimski vrt enostaven objekt, če je to stavba v pritlični enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi s površino do vključno 20 kvadratnih metrov. Nadalje, kot nezahtevni objekt, pod že navedenimi pogoji, s površino do vključno 50 kvadratnih metrov. Lahko pa je zimski vrt sodi tudi v kategorijo manj zahtevnih objektov, če ga glede na predhodno povedani opis ni možno uvrstiti med enostavne ali nezahtevne objekte. Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja. Za gradnjo nezahtevnega objekta mora stranka pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi določenih risb in opisov, medtem ko za gradnjo manj zahtevnega objekta pa upravna enota izda gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Želim vas opozoriti, da mora biti gradnja objekta, ne glede na vrsto objekta, vedno skladna s prostorskim izvedbenim aktom, ki velja za področje predvidene gradnje, kar preverite na pristojni občini. Določilo pri enostavnih in nezahtevnih objektih, da so to samostojni objekti ali prislonjeni k stavbi, pa pomeni, da pri gradnji tovrstnih objektov ne sme biti posega v konstrukcijo obstoječega objekta,
ker gre v nasprotnem primeru za rekonstrukcijo, za kar pa je potrebno pridobiti klasično gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Soglasja pristojnih soglasodajalcev pa so potrebna, če nameravana gradnja leži v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture ali na varovanem območju.